odborom za finance in monetarno politiko. Jutri govorimo o zelo problematičnem KD-ju in mogoče še da stališče, in to je bila naša poslanska skupina tudi pobudnik za to sejbo, skupno sejbo dveh odborov. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, tudi kot je že predsednik rekel. Pred kratkim, ko smo dobili v roke izračun, novo metodologijo določenja katastrskega dohodka in pa primerjalne izračune za posamezna področja v Sloveniji, smo takoj zahtevali nujno sejo dveh odborov, to je odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter odbora za finance in monetarno politiko, kjer bomo jutri obravnavali to problematiko, ki je za tistim, ko smo dali to zahtevo, preraslo v zelo široko razpravo, široko in javno razpravo, lahko rečem, na celotnem teritoriju Slovenije, predvsem pa pri prizadetih kmetijskih proizvajalcih, največ oziroma lastnikih kmetijskih zemljišč. Dejstvo je, da po tej metodologiji prihaja do izrednega povečanja KD-ja. KD-ja, torej številke so tam, se sučejo ne v procentih, ampak v mnogokratnikih, od 5-krat do, ne vem, na pamet bom rekel, tudi 25-krat povečan KD. Zato pričakujemo, da bo jutrišnja razprava na obeh odborih pripeljala do tega cilja, da se ta izračun oziroma uveljavitev zakona prestavi za najmanj eno leto, da se v tem obdobju, v zelo kratkem obdobju sicer pripravijo izračuni, se ti izračuni dajo vsem zainteresiranim, se da ljudem seveda možnost, da te izračune KD-ja pregledajo, dajo eventualne pripombe in da se seveda v tem naslednjem obdobju resnično upoštevajo vsa strokovna merila za določitev KD-ja, ki bodo v skladu seveda z predlanskim in lani popravljenim zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka. Torej, pripričan sem, da bodo, pa upam, sami bomo šli v to smer, da pozovemo seveda ministrstva, predvsem finance in pa kmetijstvo in okolje, da v primeru, da ugotovijo neskladja, nenormalne izračune, nenormalne podatke, da pripravijo ustrezno spremembo tudi zakona, če bo potrebno. Po drugi strani je pa tudi prehodno obdobje potrebno zaradi tega, da se kmetje odločijo o tem, ali bodo želijo obdavčitev po katastrskem dohodku ali na podlagi računovodskih podatkov. Dejstvo je, da KD seveda ne vpliva samo na davke, vpliva na mnoge socialne transfere in druge zadeve, ki se vežejo na življenje vseh tistih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Tako da jaz upam na ugoden razplet na jutrišnji seji, ki ne bo pomenil tako drastičnega povečanja tega KD-ja v kratkem roku. Hvala.